To sta zdaj dve krili. Pravzaprav koncept geokulture je zgrajen na trojstvu. Eno je, kako človek sam sabo, vsak posameznik, so različna poglavja. To se nekaj umeni. Potem na drugi strani je, kako mi ljudje sodelujemo z drugimi paralelnimi evolucijami, tudi z našo lastno, kar sem včeraj govoril o duhovnem svetu, oziroma o tistih med nami, ki v tem trenutku niso utelešeni, živijo v paralelnem svetu, oziroma simultanem svetu, torej tukaj na istem mestu, kot smo mi zdaj, vse posod, ampak v nekem drugem frekvenčnem območju, zaradi tega jih ne vidimo. Ampak ta bližina bi omogočala sodelovanje med dvema različnima nivojima človeške zavesti. En nivo je ta naš, ki je zelo koncentriran na zdaj tukaj, in oni pa niso, pa živijo v večnosti in vidijo vse razmere v kontekstu celote. In zaradi tega je to komplementarno, se dopolnjuje. Se danes kar nekaj ljudi komunicira s tem paralelnim svetom človeških duš in od tam se ogromno ljudje naučimo. Tako da, ali pa to, kar sem govoril o živalih, lahko bi o elementarnih bitjih, od zavesti zemlje, to so vse paralelni svetovi, s katerimi bi bilo treba razviti nek nov način sodelovanja. Živali bi še zmeraj rade dali meso, ker za njih ni problem, če 100 krav podarilo, ker so vse krave eno bitje. In si en del sebe dajo, ampak samo pod pogojem, da tudi mi nekaj damo. In to, kar mi lahko njim damo, je to, da oni želijo tudi napredovati v svoji evoluciji in mi smo nekako razvili neke individualne sposobnosti, ki jih živali nimajo in se zanimajo za to. Tako da so tukaj sjajne možnosti sodelovanja, ampak potem moramo spremeniti svoj način. Tako to sta te dve krili, ampak v sredini je pa srednji del tega koncepta geokulture je pa pač človeška družba, torej kako mi kot človeški rod in kot različne rase in kako bi bili sposobni sodelovanja oziroma končno živeti v miru, ker v bistvu smo v permanentni vojni že 5000 let. Smo v stalni vojni med sabo, tudi v tem trenutku, kot veste, zmeraj sociologi bi rekli, da permanentno teče približno enako število vojn. Tudi takrat, ko se nam zdi, da živimo v miru, recimo že 60 let nobene vojne, hkrati je 30 vojn teče na planetu. Tako da upam, da ne bomo kmalu mi na vrsti. Ampak tukaj ni nobene, to je slepa ulica, se ne da tukaj nekaj bistvenega spremeniti. Lahko se ustvarja obdobje miru, pa se vojno potisne to celitno, da bi nekam drugam, zato da se izogne lastne. Ampak to ni nobena resnična rešitev. Tako da mislim, da te odnose med nami se začnejo osebni odnosi, tukaj so spet različna poglavja. Eno so, ker tisto sam sabo, to je eno posebno polje, kot geokulture, ampak to med sebojni odnosi, kako znamo, zdaj pa recimo ni tako pomembno, kako moški pa ženske, ampak kako moški z žensko v sebi in kako ženska z moškim v sebi. Zaradi tega, ker moški smo 49% ženska in 51% moški, ali pa to varira, seveda pri vsakem človeku je malo drugače, ampak v bistvu sta to dva principa, kot yin in yang, ki samo da enkrat gre na eno stran, enkrat gre na drugo stran. Danes je veliko ljudi, ki so na sredi in se moški zaljubijo v moške, zaradi tega, ker so se zaljubili v žensko moške, ker to je tako mečkena razlika včasih, da
Zaradi tega zdaj ni to je sekundarno. Mi mislimo, da moramo enake število zastopanosti žensk v parlamentu ali take reči. Vse zunaj hočemo reševati. Ampak najprej je treba to rešiti znotraj nas, tako da znamo ceniti tudi v drugem tiste nasprotne kvalitete. Če jih znamo sebi ceniti in živeti, jih potem znamo, to se pa to reči, tudi pri drugem. Ceniti in živeti in iskati, kako se lahko dopolnjuje. Potem največji problem naše civilizacije, pa je največjih je to, da smo podlegli racionalizmu, torej razumskosti kot edini obliki, kako poznamo zavest. V resnici je pa razumskost samo en od koleščkov. Tukaj je poln koleščkov in v glavi, ampak razum je zelo zanimiva zadeva, ampak izredno nevarna, zaradi tega, ker razum lahko misli samo, če se izvzame iz tistega, o čemer misli. In trenutku, ko se izvzamem, recimo, iz sveta živali, kot so log, se zanimam za živali in opazujem in štem dlake na kamelah, ampak kako pa ravnam s kamelami, to pa ni važno, ker jaz nisem kamela. Razumete, razlika je ta, da razum se zmeraj postavi ven, zunaj kamele, ampak celostni način mišljenja je pa ta, da trenutku, ko sem v razmerju do te živali, sem ta žival zaradi tega, ker sem del življenjske celote in tako jaz kot tudi tisto bitje je del. Potem se lahko razum je kot ena variacija, razum se koncentrira na določene stvari, logične narave lahko, to se ne izključuje. Ampak smiselno je to samo, če je osnova celostno mišljenje. To so te dve polovici. V znanstvenem jeziku sta to dve polovici možgan, intuitivna in pa razumska. To mogoče ni tako natančno pol na pol, ampak dejansko smo mi bitja sposobna misliti celostno, to se pravi, to pa ni mišljenje, ki misli o celoti, ampak je način mišljenja, ko si ta celota in iz celote misliš o posameznosti. Mi pa zdaj mislimo o posameznosti iz posameznosti. In zaradi tega potem delamo take gromozanske napake kot civilizacija, da se lotimo neke stvari, potem se izkaže, da je to strpeno in da uničuje življenje. In ne vemo, kako bi se iz tega izmotali ven. Zaradi tega, ker mi gremo tisto spar, brez da bi čutili, kaj to pomeni za vsa druga bitja in za obstoj vesolja kot celote. Ampak to sposobnost v sebi imamo. Torej, bodoča civilizacija je mogoča samo na ta način, da je ravnotežje med to celostnim pogledom, ki vključuje mene kot tistega, ki gledam, doživljam in razmišljam o nečem, in logičnega pogleda se lahko izvzamem in kontroliram, če sem res del celote, ali pa da gledam neke logične povezave med posameznimi deli, ampak zmeraj potem v okviru celote. Tako da to se ne izključuje, ampak brez tega, da se naučimo spet tako, ko bi rekel, bipolarno upoštevati obe dve razsežnosti, ni mogoče si predstavljati, da bi lahko zgradili kakšno civilizacijo miru in sožitja.